Jaz ne grem na volitve zaradi tega, ker se mi zdi to pač ful bedno, pa tudi nič ne vem o tem. In pač jaz mislim, da se rabimo osredotočati na se. In hashtag win the life, hashtag boring volitve. Z nami je pa Klara, volilna skeptičarka, ki nima pojma, kako dolg je ponavadi poslanski mandat. Okay. 4 leta. Ja, super. Kako se imenujejo volišča, na katerih lahko glasujejo ljudje, ki glasujejo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča? Ok. Volišča Omnija. Ja, bravo. Izvoliš. Drži ali ne drži? Zato, da lahko glasuješ, se moraš najprej registrirati na e-upravi. Ne drži? Ne drži, tako je. Ok, imaš 3 minute, srečno. Rekla si, da bi najprej bila uspešna, pa bi se pol šele s tem ukvarjala. In ja, dosti je politiki ti pomaga v tem, kako bi bila lažje uspešna, pa vse to, ampak je pa tudi dosti stvari, ki se tiče drugih aspektov tvojega življenja. Ne, naprimer, pravice glede tvojega telesa, glede tvoje svobode govora, glede, naprimer, če verjameš v kakšno pravičnost držav, ki trenutno, ne vem, povzročajo vojno, če mogoče imaš kakršnekoli druga stališča, pa so še vedno stranke, ki lahko naredijo marsikateri vpliv. Ja, ampak kako pa pol, mislim, veš sploh, kdo je zakaj? Mislim, ker itak ful ljudi pa je ful laže to. V bistvu, blizu to so pa soočena dobra, mislim, ok, vsem, ja, 1 ura ali pa 2 uri to traja, ampak vsem, mislim, na dan imaš tako 16 ur, ki si budna, ne? Tako da 1 ura soočenja, da se posvetiš temu, da ugotoviš, katere stranke mogoče podpirajo bolj nekatere pravice kot druge, se mi zdi ful vredno, še posebej, ko gre za prijatelje in za ljudi, za katere ti je mar. Torej pač soočenje je v bistvu pol tak neki drama TV show. Imaš kakšne prijatelje, ko so mogočne gej ali pa lezbike ali pa karkoli? Ja, valjda. Ja, no, ok, torej so stranke, dobesedno, tudi v parlamentu zdaj, ki direktno nasprotujejo temu, da imajo oni enakovredne pravice kot naprimer straight ljudje. A veš za to? Ja. No in pač, če imaš ti prijatelje, katere ti je mar, ki so geji in če imajo več pravic, če so nekatere stranke na oblasti, point ne make more sense, da ti za te stranke volijo zato, ker ti je mar za te prijatelje. Ja, tu imaš point, ne? Ti si že začela z svojim fashion brandom? Ja, pač jaz ful delam na tem. In ko si začela s fashion brandom, si dobila od države kako pomoč, si prišla od evropske kohezije, kakšne finančne podpore in tako dalje? Ne, nisem tak daleč. Ne bi bilo na koncu namenjeno temu recimo 1 uro za to, da narediš nekaj researcha o tem, koliko, kaj določene stranke ponudijo na tem področju in potem greš volit, kar ti vzame ravno 30 minut, sploh če si iz Ljubljane, nisi ravno daleč od volišč. Ja, ampak 1 ura v lifeu to je že fula, veš. Mislim, v 1 uri jaz lahko pogledam, ne vem, 1 epizodo Kmetije. Hashtag to pa ja, ne?